Današnja donacija te kape in rokavice, kako pravimo, da prišlo je morda še kaj takšnega, kar bi potrebovali? Mi smo veseli, da župani, da so pač nam podarili kape pa rokavice, ampak tudi zelo dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo, občani tudi prinesli, tudi različni donatorji. To ni prvič, da sem se za to odločil, kot veste, tudi vsako leto za novo leto sprejmem. Se mi zdi, da so del tega mesta, so naši občani in za njih je potrebno tudi v takšnih vremenskih razmerah, kot so danes prisotne v Sloveniji in v Evropi, poskrbeti in ne smemo na njih pozabiti. In sem vesel, da smo lahko z direktorico Mariborskih lekarn, gospod Vrabičevo in s podžupanom gospodom Vujčičem prenesli nove kape in rokavice, ki jih bodo nekoliko pogrele v teh mrzlih dnevih. Kako ste zadovoljni s temi prostori? Bi bilo morda bolje poiskati primernejšo lokacijo z večjimi kapacitetami? No, glede tega zdaj pritiski kot so pa celo leto, ne bi bilo primerno o tem razmišljati tudi. Ampak zaenkrat gre, ampak se bojim, ker narašča število brezdomcev, ne pač, da bi se v tej smeri moralo razmišljati. Mi pač zaenkrat nam gre, je pa dejstvo, da bi potrebovali še najmanj 6 do 8 postelj. Bi bilo pametno za razmisliti, čeprav bi si želel, da ga sploh ne bi potrebovali in da ne bi imeli dobenega brezdomca. Tudi tukaj lahko danes opazimo, da polovica teh brezdomcev, ki je danes prisotnih, prihaja z drugih občin. Predvsem z malih občin, tako iz Šentila, Lenarta, Dupleka, Ormoža, celo eni iz Romunije. In seveda vsi se zatečejo v tisti kraj, kjer je to urejeno za njih in poskrbljeno. In prav gotovo Maribor je mesto, ki poskrbi za brezdomce, ne glede na to, kje so nazadnje imeli stalno bivališče. Zavetišče ima 24 postelji plus 2 pomožni postelji. Celo leto je zasedna, ampak je zdaj v teh mrzlih dneh je pritisk ogromen. Tako da je dnevno po 3-4, včasih 5 klicev, ki ljudje sprašujejo, če lahko pridejo. Kaj naredite s tistimi, za katere več ni prostora, kam jih napotite? No, v nujnih primerih damo na pomožno posteljo, ampak napotimo na Karitas, ki pač ima kontejnere za prenočevanje. Mislim, da tu ni najbolj primerna lokacija za širitev teh kapacitet, da gre v bodoče za razmisliti, da imamo eno zaokroženo celoto in da poskrbimo za njih tako, kot se to spodobi. Ti prostori niso v slabem stanju, so sicer v dobrem, ampak mislim, da mesto Maribor premore več in da lahko za njih še bolje kot doslej poskrbimo.